Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji. Lutke imajo na Slovenskem izjemno dediščino in dolgo tradicijo. Z 2 nacionalnima gledališčema, ljubljanskim in mariborskim, in 2 lutkovnima muzejema, pa magični domicil za prve korake v svet gledališča. Z različnimi tehnologijami in uprizoritvenimi pristopi bogatijo otroštva in nas v odrasli dobi rade hudomušno opomnijo na kakšno našo napako. Seveda pa lutka ni le uprizoritveni, ampak pred prvim korakom v gledališče tudi vzgojni subjekt. Vzgojno-izobraževalna praksa namreč kaže, da otrok lažje sledi lutki, z njo je posredovanje vsebin zanimivejše in učinkovitejše, lutka pa pomaga tudi pri razvoju otrokovih kognitivnih, socialnih in čustvenih sposobnosti. Spodbuja torej ustvarjalnost, odprtost in zvedavost v najširšem pomenu, v aktivni interakciji z njo ali v vlogi gledalca. V tokratnem grafoskopu, ki sem ga zasnoval Klemen Markovčič, torej o lutki kot umetniški zvrsti in didaktičnem sredstvu, v pogovoru z Edijem Majaronom, zaslužnim profesorjem Univerze v Ljubljani, ki pravi, da nam lutke, kadar zares verjamemo vanje, vračajo ljubezen, zaupanje in iskrenost. Edi Majaron, prisrčen pozdrav. Ja, lep pozdrav tudi v tebi. Praviloma nas prav lutke spoznajo svetom gledališča. Prvič stopimo v lutkovno gledališče še kot otroci. Kako pomembna je ta izkušnja, če imamo v mislih bodočega zrelega gledališkega gledalca? Ta izkušnja je izjemno dragocena. Sam vem, da sem mlad človek nekako pretežno prvič sreča z institucijo gledališča. To je zelo pomembno. Torej, sreča se z vsem, kar gledališče za seboj nosi. To je prostor, to je atmosfera, to je druženje s vrstniki, tudi recimo dojemanje vsebine, ki je običajno seveda vezana in na besedilna sporočila, na glasbo, na likovna sporočila. In tako zdi se mi, da to običajno pusti v mladem človeku izjemen vtis. Spominjam se nekaterih takih globokih reakcij nekaterih mladih. Ne? Recimo, ko smo od Makarovičeve imeli igro o letu, je bil na velikem odru v Cankarjevem domu predstava in se dobro spominjam, da je potem naslednji dan na gledališče pisala ena mama, da to je pa bilo grozno, ker je njen sin potem celo noč nekako premišljal in se oglašal v zvezi s to predstavo. Meni je bil to poklon, gospa je bila pa žalostna. Kakšen je torej vzgojni, tudi estetski doživljajski potencial, zdaj se nekaj že nakazal lutkovnega gledališča? Vsekakor je zelo pomemben. Estetski, vsekakor. Zdi se mi, da mogoče prav danes premalo nekje tudi v lutkovnem gledališču pazijo na izrazito estetsko vlogo lutkovnega gledališča. Ne samo likovnik, ki je narisal lutke, seveda tudi tehnologija, potem pa luč, scenografija, glasba, vse to vpliva zelo globoko na mladega gledalca. In seveda s tem je treba že v izhodišču računati. Nekako sem žalosten, ker radi v gledališču povzemajo predstave po slikanicah. To se mi zdi ena bližnjica, ki se ni pravzaprav potrebna in na nek način se mi zdi, da ne ravno poneumlja, ampak poenostavlja tudi izbor staršem. Vedno mislim, da je ogromno tudi dobrih lutkovnih besedil, ki so seveda popolnoma zapostavljena in izgubljena v zgodovini lutkovnega gledališča.
Zdi se, da je obisk gledališča otroka starši ali ljubečimi odraslimi vse bolj medgeneracijska izkušnja, da torej otroci peljejo odrasle v lutkovno gledališče in ne nasprotno. Ja, to je točno sicer res. Velikokrat se godi, da imajo otroci organizirane oglede predstav tudi s svojimi vrstniki, kar je po svoje tudi zelo, zelo pomembno. V nekem smislu je to manj tuje, zlasti prvič, ko prihajajo tudi s svojimi vzgojiteljcami in zdi se mi, da je tudi ta izkušnja zelo dragocena, ko so vsi otroci skupaj v tem doživljanju. Kadar pa so pač predstave za odrasle, se mi zdi pa, da imajo pa spet malce drugačen odnos starši do otrok in otroci do staršev. Čutijo se zaščiteni, tudi pri nekaterih, bi rekel, bolj dramatičnih prizorih jih ni strah, vendar imajo ta občutek, da skupaj starši doživljajo nekaj lepega, nekaj novega. Pri nas imamo močno tradicijo lutkovnega gledališča za otroke. Kako je pa z lutkovnim gledališčem za odrasle? Se lutka v svojem nagovoru tema dvema ciljnima skupinama razlikuje? V resnici pravzaprav ne. Zdi se mi, da je le tematika včasih različna in potem ta, kako bi rekel, predsodek tudi v gledališčih, da kakšna vsebina je lahko samo za odrasle. V resnici jasno, da je. Ampak po drugi strani se mi zdi, da je dobra predstava za mladino vsekakor lahko zelo sporočilna tudi za odrasle. Celo mislim, da bi morala biti. Tako vedno kot režiser sem se vedno trudil, da je predstava večslojna, da je recimo en sloj v sporočilu namenjen tako rekoč razumevanju odraslih, da razumejo morda zaplet, ki je za otroke mogoče preprostejši. In zdi se mi, da je to lahko zelo, zelo dragoceno in mogoče tudi prevečkrat zapostavljeno. Sicer pa lutko lahko razumemo kot subjekt v lutkovnem gledališču, lahko pa tudi kot didaktično sredstvo. Kakšna je njena vloga torej v vzgojno-izobraževalnih procesih? No, to sta pravzaprav dva rokava istega suknjiča. Res je, da je lutka v vzgoji izjemno, izjemno pomembna in dragocena. Nekako sem temu po svetu kar zelo veliko svojega časa, tudi na pedagoški fakulteti. Gre predvsem za to, da je komunikacija skozi lutko mnogo, mnogo bolj preprosta. Lutka je kot posrednik med odraslim in med otrokom. Lutka ga lahko potolaži. Lutka je lahko tudi v otrokovi roki zna sporočiti odraslemu, kaj pravzaprav želi, zakaj je recimo kakšna napaka se zgodila. Tudi lahko otrok skozi lutko kritizira odraslega v njegovih dejanjih. Zdi se mi, da je ta vloga lutke izjemno, izjemno dragocena. Vsekakor zelo olajša komunikacijo med otrokom in odraslim. Tudi ko pridejo otroci prvič v vrtec, velik handicap, če smem reči. Ampak prav lutka v roki vzgojitelja zna biti en tak mediator med odraslim in med lutko. Pri tem seveda mora tudi vzgojitelj lutko gledati in skozi lutko doživljati otroka. Ne, Bog ne dej, da on maha z lutko pa gleda otroka. Ne? To potem je lutka mrtva. Lutka je že vrsto let tudi del študijskih programov. Kako pomembno je, da se bodoči študenti zlasti pedagoških smeri spoznajo tudi s pomenom lutkarstva? To je seveda izjemno pomembno in je res že kar vrsto let to en del obveznega programa. Obsežnejši je na oddelku za predšolsko vzgojo. Mislim pa, da je do neke mere to krivica, zato ker tudi na razredni stopni so te stvari še in še pomembne, zlasti pri težjih vsebinah.
inventiven učitelj zna tudi komplicirane matematične vsebine ali pa kakorkoli iz drugih prirodoslovnih vsebin najti način, da skozi lutko uspe pripeljati do nekega eksperimenta, da bo učenec to veliko lažje dojel. Imamo na pedagoški fakulteti seveda tudi zdaj zelo dobre pedagoge, ki znajo to izkoristiti. Moja naslednica, dr. Helena Korošec, je pri tem res zelo uspešna. Celo več sodeluje tudi na drugih fakultetah, da poskušajo skozi lutko nekako vzpostaviti možnost tudi na drugih področjih, da se vendarle vključi v to komunikacijo z mladimi ljudmi. Kako je torej lutka vpeta v samoizobraževalni in pozneje tudi vzgojni proces pri nas? Mislim, da je eden od načinov vsekakor to, da vzgojitelj še v času študija preskusi vse te možnosti. V praksi? Ja, v praksi, torej so obvezni nastopi, ki jih seveda mentorica vedno predvidi, skupaj jih pripravijo s študenti in potem jih preizkusijo v komunikaciji z otroki. Zelo pomemben del teh nastopov je seveda, da po tem uvodnem prizoru učenci oziroma otroci sami tudi napravijo lutke ali pa nekaj, kar jih bo potem upeljalo v njihovo igro z lutko, ki nekako navezuje in napeljuje na ta predmet, o katerem je tekla predstava. Mislim, da je to izjemno dragoceno in tudi v primerjavi recimo z drugimi državami se je to pokazalo kot zelo dragoceno. Mislim, da podobno delajo seveda tudi v Kopru z Jeleno Sitar in potem tudi v Mariboru na tej fakulteti. Mislim, da so to zelo dobri pedagogi, ki razumejo pomembnost te vloge, da navdušijo tudi študentke, nažalost so pretežno študentke, za neposredno izkušnjo te uporabe lutke. Morda samo malo vklepaju. Imeli smo včasih, ko sem bil pač še aktiven, take tečaje za učiteljice in vzgojiteljice. Sigurno jih je šlo vsaj 1000 skozi te nastope. In potem so imele vedno nekako dolžnost napisati zapis izkušnje. Seveda so bile te izkušnje zelo pozitivne, ampak seveda sem nažalost prepričan, da če jih mogoče samo 10, vendarle še potem bolj intenzivno uporablja lutko, sem vendarle uspel na teh predavanjih kar precej napraviti. Kakšna je torej identifikacija med otrokom in lutko? Kaj kaže praksa? Ta identifikacija seveda je lahko zelo zanimiva na tak način, da otrok sam izbere lik, skozi katerega želi komunicirati. Lahko je to tudi njegova igrača, lahko je to njegova pri deklicah punčka, lahko medvedek ali pa mogoče še celo ni nujno, da je to mehka igrača. Da se tudi skozi en avtomobil tudi sporočati želje enega otroka, kaj želi, kako želi, da se odrasli do njega obnašajo. Zdi se mi, da je pri tem zelo dragocen pa ta psihološki vidik pri pedagoških delavcih, da znajo razbrati tendence, da znajo razbrati, kaj si pravzaprav otrok skozi igro sam želi in kaj skozi igro sporoča odraslim in svojim vrstnikom. Svet, v katerem živijo otroci, je v svoji digitalni binarnosti precej hladen, oster, tuj. Kako pomembno pa je, da v temini gledališke dvorane, še posebej lutkovne, otroci vendarle spoznajo vso magično svetlobo tega istega sveta, ki jo zna izrisati samo topla in neposredna analognost lutk. Ja,
zelo se strinjam, da je ta čudež, ta magija, ki jo ustvarja lahko lutkovna predstava v dvorani, je nenadomestljiva in ostaja vedno v spominu otroka tudi dovolj dolgo, če je predstava seveda kvalitetna in tudi premišljena. Če ni izključno samo namenjena trošenju minut in pa, bi rekel, nekih improvizacij. Seveda, tudi improvizacija včasih pride v poštev, vendar je gledališče z zastorom in z sporočilom, ki ga nosi pač predmet scene, mogoče najbolj pomemben pri celi zadevi. Tudi ta potem otroka spodbudi, da sam dela lutke. No, če smem reči v Klepaju, recimo, še v 50 letih smo se navduševali nad marionetnimi predstavami Jožeta Pengova. Mene so tako navdušile, da sem se odločil, da bomo pri nas v Dravljah naredili lutkovni krožek, in z katerega se je potem razvilo, recimo, čez toliko časa, lutkovno gledališče Dravlje. Ampak to je vendarle nekje izziv, ki pusti v otroku tiste posledice, ki ga potem spodbudijo, da tudi sam ustvarja, da tudi sam doživlja svet vendarle malce na drugačen način. In upajmo, da se mogoče vendarle te komunikacije malo otoplijo. Za konec, ko človek ni več neposredno vpet v svojo stroko, je pogled nanjo gotovo drugačen, tudi z časovne razdalje. Kakšen je ta tvoj pogled v tem trenutku, tukaj in zdaj? Ja, zdi se mi, da sem jaz res še ostal v nekem drugem času s pogledom na lutke. Zdi se mi, da vendarle današnje predstave mnogokrat bolj računajo na to fantazijo otroka, torej jo na drugačen način poskušajo sprovocirati z mogoče manj sporočil. In se mi zdi, da predvsem čarobnost lutke kar precej zamenjujejo predmeti, tudi manj oblikovane lutke ali pa lutke posnete po slikanicah. Zdi se mi, da to na nek način poenostavlja vso moč in možnost lutkovnega gledališča danes. Tako, to je moj pogled, še morda izpred toliko let, ampak vendarle verjamem v moč lutke. Edi Majeron, najlepša hvala in vse dobro, me je izjemno veselilo. Ja, najlepša hvala tudi tebi za povabilo, tudi mene je veselilo, da lahko povem nekaj misli o vsem tem, kar sem delal celo življenje. Hvala. To je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično jo je uredil Urban Gruden. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, november 2025.